Najprej bi rad izrazil naše zadovoljstvo, tako kot povsod po svetu, za razvoj dogodkov sinoči v Senatu Združenih držav, da je prišlo do takšnega razvoja. To pač le kaže, da drznost upanja ni taka nesmiselna zadeva. Jaz pričakujemo tudi, da bodo kongresniki pač se odločili, da bodo Združene države čim prej začela svoj program reševanja položaja, ki se širi po celem svetu, dejansko se pa pri njih začel in mislim, da tudi rešitev se mora pri njih začeti. Torej, kar se tega tiče. Sicer sem pa prosil vas za to priložnost in se vam zahvaljujem, da ste se v takšnem številu tukaj izbrali. Včeraj popoldan smo dobili strani Računskega sodišča mnenje o zaključnem računu Republike Slovenije za leta 2007. To poročilo seveda bo vlada poslala v državnem zboru, v skladu z našo zakonodajo ima državni zbor sprejeti odločitve, kar se tega tiče. Rad bi pa samo par stvari rad pojasnil, da smo imeli seveda tudi v skladu z zakonodajo in v tem procedurah, ki so pač že ustaljene v praksi v Republiki Sloveniji, celo vrsto tako imenovanih očiščevalnih sestankov, razčiščevalnih sestankov z Računskim sodiščem. Marsikatero stvar smo imeli priložnosti tudi pojasniti, tudi glede tega ključnega problema, ki je povezano, kako se je knjižilo ta transakcije, ki so povezane s sodom, smo tudi obrazložili. Računsko sodišče je pač vsa to informacijo sprejelo in vztraja pri svojem stališču, da je to, naj bi bilo to napaka. Kar se tega tiče, bi rad pojasnil, da to ni neka, da smo se nekaj izmislili ali pa pogruntavščina, ki se je čez noč na Ministrstvu financa skuhala. To je samo dosledna aplikacija ta istega načela, ki je bil že uveljavljen v Sloveniji od leta 1995 dalje, ko je že sploh sod začel delovati kot družba. Prenos državnega premoženja na sod je bil korektno knjižen kot pač transakcija prenosa premoženja, od tam naprej je pa vedno bilo izven sistema proračuna kot takega. To ni nikakršna novost. Mi tudi zdaj še preučujemo, vkolikor je Računsko sodišče v preteklosti od letih 1995 do 2004 tudi kakšno formalno stališče zavzel glede tega. Torej, ko je državni zbor sprejel ta zakon v prvih kvartalu leta 2007, je Ministrstvo za finance pač uporabljalo ta isti pristop, kot je bil že uveljavljen v preteklosti. In to je obrazložitev, ki smo tudi posredovali državnemu zboru. K temu bi pa rad samo še dve stvari dodal, ker mislim, da so zelo pomembne. In na podlagi podatkov, ki so šele sedaj na razpolago in ki niso na razpolago v začetku leta ali pa še prej. Dejansko tale podatek, ki bom dal, sem ga jaz bil osebno seznanjen popoldan 18. septembra, to se pravi par dni, mislim, to je četrtek, če se ne motim, pred volitvami, in to je, kakšno je stanje javnih financ v vseh 4 blagajn Republike Slovenije. Ker to poročilo Računskega sodišča je povezan samo s proračunom. Mi imamo pa daleč nad 95% celotnih javnih financ, so pa seveda še dodatne 3 blagajne in to je ZPIZ, zdravstveno zavarovanje in pa seveda celotni sistem občin. Če gledamo v celoti ta del, ki pa kot pravim je daleč nad 95% celotnega javnofinančnega sistema, je pa presežek v letu 2007, presežek to v letu 2007 je 90 milijonov evrov. To se pravi, tudi če bi s Ministrstvo za finance in strokovne službe računovodstva sledile in knjižile tako, kot je Računsko sodišče meni, da je korektno, bi presežek bil 45 milijonov, ne pa samo 36 in še nekaj, kot smo poročali od samega začetka, to se pravi koncu januarja, in tam to bilo jasno. In še druga stvar bi rad tudi pojasnil, ki se mi zdi zelo pomembno, predvsem, da se ne bo ustvarjala neka napačna slika celote,
Če pa gledamo tako, kot moramo te stvari gledati, in to je, da vzamemo javne finance v celoti, ne samo te 4 blagajne, tudi SOD, KAD in pa vse zavode, agencije, kar jih je, v celota, in gledamo to po sistemu obračuna, je pa tudi dokončen podatek zdaj že na razpolago, je pa presežek 176,6 milijonov evrov ali 0,5% bruto domačega proizvoda ob koncu leta 2007. Torej, ocene, da je to bilo nekaj na hitrco narejeno ali pa kozmetično pripravljeno, so neutemeljene. Dejstvo je, da smo sledili sistem, ki je bil uveljavljen in tudi apliciran v preteklosti od leta 1995 dalje, in da je položaj na podlagi podatkov, ki so pa sedaj na razpolago in že formalno bi tudi poslani Eurostatu preko Statističnega urada Republike Slovenije, pa kaže, da je dejansko presežek, kar se tiče po sistemu obračuna celotnega javnih financ, 0,5% BDP-ja ali 176,6. Če bi pa tudi upoštevali in bi pozabili na ta ustaljen pristop, ki so ga imeli do sedaj, kar se tiče denarnega toka, da bi drugače knjižili sistem SOD-a, kar pa zaenkrat Računsko sodišče formalno, saj to še preverjamo, če je v preteklosti kdaj imelo takšno mnenje in ga formalno tudi predstavlja Državnemu zboru ali pa Ministrstvo za finance v preteklosti, bi pa presežek namesto, da bi bil 36, če gledamo celoto, kot je bilo znano do sedaj, je pa dejansko 45. Torej, lahko samo še na kratko vprašanje, kam torej ste potem takem knjižili teh 46 milijonov, torej ta dolg, ki ga je sod poplačal? To je izven, kot sem že povedal, še to bi vam rad povedal, s tem pa končal. Ker je tudi v igri verodostojnost te hiše in pa strokovnih služb Ministrstva za finance, mi bomo povabili vso medijsko srednjo, kdo je to pripravljen, za tako imenovan background briefing, to se pravi, da bomo imeli neko obširno obrazložitev, za kar morate se rezervirati par ur v prvih dneh prihodnega tedna in bo vsem tudi jasno. Hvala vam lepa. Lahko vam da le še, kam je